Pozdravljeni in dobrodošli na posvetu, ki smo ga pripravili na današnji svetovni dan ozaveščanja o Parkinsonovi bolezni. Danes je namreč dan, ko predvsem evropska združenja teh bolnikov s to nevrološko boleznijo pozivajo politike, odločevalce, zdravstvene organizacije, naj priznajo gospodarski, družbeni in kulturni vpliv Parkinsonove bolezni in naj jo končno prepoznajo kot v svetu najhitreje rastoče nevrološko stanje. Ocenjujejo namreč, da ima to drugo najpogostejšo degenerativno motnjo srednjega živčevja, na svetovni ravni 10 milijonov ljudi, v Evropi več kot 1,2 milijona. Ker delež obolelih narašča s starostjo in vemo, da se v razvitem svetu prebivalstvo stara, pričakujemo neizogiben porast razširjenosti Parkinsonove bolezni. Tako ocenjujejo, naj bi se število obolelih s Parkinsonovo boleznijo v Evropi do leta 2030 podvojilo. Zato je torej prav danes na mestu vprašanje, ki smo si ga zastavili v naslovu današnje prireditve in bomo nanj skušali odgovoriti. Torej, ali se v Sloveniji zavedamo dejanskega vpliva Parkinsonove bolezni, ne samo na bolnika, tudi na njihove bližnje in tudi na celotno družbo. Odgovor bomo poskusili poiskati s pomočjo naših današnjih sogovornikov, naj vam jih predstavim. To so izredna profesorica doktorica Maja Trošt, nevrologinja, sicer pa vodja Centra za ekstrapiramidne bolezni, ki deluje v okviru kliničnega oddelka za bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, ste pa tudi predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ne? Tako, hvala. Pozdravljeni. Hvala za povabilo. Docent dr. Dejan Georgijev, prav tako nevrolog, vodja tima za globoko možgansko stimulacijo, ste pa tudi vodja službe za nevrorehabilitacijo na Nevrološki kliniki, ne? Tako, ja. In iz te iste službe, torej za nevrorehabilitacijo, prihaja gospa Sabina Posar, diplomirana fizioterapevtka. Zdravljeni. Naša gostiteljica danes je gospa Cvetka Pavlina Likar, predsednica Društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika. Pozdravljeni vsi in hvala, da ste prišli v takem številu. In iz Društva Trepetlika prihaja tudi gospod Slavko Stošicki, ki je vodja strateškega sveta v društvu. Pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Naj kar v uvodu povem, da smo na posvet povabili tudi predstavnike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje, ki seveda oblikujejo celoten sistem obravnave bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, vendar se vabilu žal niso odzvali. Pa kar začnimo, da bomo čim prej dobili odgovor na naše vprašanje. Prvo vprašanje naslavljam na vas, dr. Trošt. Vemo, da se Parkinsonova bolezen lahko začne razvijati že desetletja pred prvimi očitnimi znaki, ne? Kateri pa vendarle so tisti prvi znaki, prvi simptomi, ko bi nam moral zabrneti alarm, ko bi se morali posvetovati z zdravnikom, če je z nami vse v redu? Ja, kot ste rekli, bolezen je res dolga in bolnika spremlja tam nekje od 60. leta starosti pri ljudeh, ki zbolijo, medtem ko se bolezen v možganih dogaja že vrsto let prej. In ker je to bolezen, ki počasi napreduje in se tudi počasi začenja, je včasih težko prepoznati sprva. Ampak ljudje seveda se opazujemo, opažimo, kdaj je kaj narobe in večinoma ljudje pridejo po pomoč k najprej svojemu družinskemu zdravniku takrat, ko jih gibanje opozarja, da nekaj ni v redu, da so postali bolj počasni, bolj okorni, da počasneje hodijo, se težje obračajo, ali pa, da se jim kakšen del telesa, ponavadi roka, glava, noga, začenjajo tresti in tipično, ko počivajo, ko mirujejo. Seveda pa, kot ste že omenili, bolezen se v možganih dogaja in razvija že prej, preden nastopijo te težave. Vemo, da se bolezen pravzaprav prvič oglasi z težavami, ki niso povezane z gibanjem. Ena zgodnjih težav, ki napovedujejo razvoj Parkinsonove bolezni, je motnja spanja faze REM. To je ena motnja spanja, pri kateri človek v eni fazi spanja, ki pravimo REM, ki je pogostejša v drugi polovici noči, govori, kriči, lahko maha naokrog brca, ob tem zelo živo sanja.
Zjutraj se ponavadi ničesar ne spomni, mogoče živih sanj. To je nekaj, kar se da zdraviti, če je moteče, in je napovednik razvoja Parkinsonove bolezni. Druga težava so motnje razpoloženja. Velikokrat človek najprej zboli z nekim slabšim razpoloženjem, tesnobo, tudi depresijo in potem zdravnik, psihiater ali pa družinski zdravnik skozi to težavo, ko obravnava bolnika, opazi, da je tudi z gibanjem kaj narobe in ga potem napoti do nas. Potem so tu še druge težave, kot je zaprtje, upočasnjena prebava, motnja voha. To so tisti glavni napovedni simptomi, da se lahko razvija Parkinsonova bolezen. Ko pa nastopi motnja gibanja, je pa to, kot sem že omenila, neka počasnost, okornost, tresenje. In pomembno je, da bolezen spoznamo, kar se da zgodaj, kajti raziskave kažejo, da prej, ko bolnika začnemo zdraviti, boljši je potek bolezni. Zdravimo pa bolnika takrat, ko nastopijo gibalne težave. Ne tiste, o katerih sem prej govorila, motnja spanja, motnja razpoloženja. Ti seveda lahko zdravimo vsako posebej, ampak ne moramo pa začeti zdraviti Parkinsonove bolezni kot celote takrat, predvsem zaradi tega, ker za zdaj še nimamo zdravila, ki bi imeli kakršnokoli vpliv na sam potek bolezni v možganih. Vsa zdravila, ki jih imamo, so učinkovita in zdravijo posamične simptome ali znake. Nimajo pa vpliva na hitrost napredovanja oziroma na napredovanje bolezni samo. In zato je tako pomembno, da jo čim bolj zgodaj odkrijemo, ne? Prosila bi, da zavrtimo video zgodbo, oziroma gre za zgodbi dveh bolnikov, ki že kar dolgo živita s Parkinsonovo boleznijo. Prvi znaki so se pojavili pri meni leta 2015, nekje pomlad, poletje. Tam sem bil vedno bolj okoren, počasen pa okoren. Tako da, potem ko sem pa dansko v službi, kjer pač smo imeli en dogodek za stranke, pa je bila moja vloga, da naj v angleščini povabim vse na drugi del, na državni del. Vprašanje pa to, takrat pa sem mislil, da bom tam skupaj padel pred vsemi. Se pravi, da sem... In to je neka stiska, ki sem jo čutil in sem rekel, da ne morem se niti več igrati s tem. In diagnoza, moram reči, zelo hitro postavljena. Po 50. letu sem opazila, oziroma nisem jaz opazila, opazili so drugi okrog mene, da ko hodim, ne hodim z roko, ampak da jo tako držim in da podrsavam z nogo. In recimo, ko smo šli med malico jesti, nisem mogla rezati, pa so mi sodelavke pomagale že pri hrani. No, potem pa me je poslala moja zdravnica k nevrologom in so me slikali CT možganov in so ugotovili, da sem kot neko kap preživela. No in potem pa sem hodila k nevrološke preglede, sem prišla do ene doktorice in ona mi je pol postavila diagnozo parkinsonizem. V sodelovanju z nevrološko kliniko v Ljubljani smo potem poiskali skupaj nekega partnerja, eno bolnico v Nemčiji in po kakšnem času smo šla na operacijo, ki je uspela že pred letom pa pol in moram reči, da sem zdaj dosti boljši. Jaz sem začela se zdraviti z tabletami za Parkinsonovo bolezen, pa še neke dodatne za pritisk, pa za ščitnico, pa to. Tablete delno pomagajo, ne. Je pa res, da zgibavanje pa to, pa res, da ne na mišice, mene mišice tudi so oslabljene, pa krče imam, ne. In to mi pomaga, da ne na čisto obležim. Pri vsem tem je ključna družina. Sem krasno ženo, s katero smo šli skupaj na to operacijo in 4 otroke, ki so pa sprejeli to Antijevo bolezen in mi to pomagajo. Tako da moram reči, da res ta njihov delež je krasen in nezamenljiv, ampak
Z tega vidika tudi lahko rečem, da sem srečen. Da imam tako družino, ki je tak. To je to. Če bi kdo je vedela za koga, ne, ki bi dobil tudi to diagnozo Parkinsona, bi mu svetovala, da naj se sprijazni s tem, da je bolan, da ni tako strašno, da še nekako gre, ne, življenje se še nekako da urediti z voljo. Ugotovili smo, da je ping-pong tisti šport, ki dejansko aktivno vpliva na potek bolezni. Ker vemo, da zdravila še ni in da so različne raziskovalne skupine, ki imajo vsaka svoje področje in delajo na tem. Teda, če bo vse ok, bomo mogoče še začakali. Več o ping-pongu v nadaljevanju. Moram reči, da vsakokrat, ko pacient s tako težko boleznijo, kot nedvomno je Parkinsonova, reče, da je srečen, to res ponuja neke nove perspektive na naše življenje. Je pa vsekakor docent dr. Georgijev Parkinsonova bolezen ena tistih bolezni, kjer ne gre samo za fizične znake, samo za motorične simptome, ne? Ampak res zelo široko vpliva na bolnika, pa ne samo na bolnika, tudi na njegovo primarno socialno okolje. Ne? Tako je. Se pravi, poleg tistih glavnih motoričnih znakov, o katerih je profesor Troš že povedala, je tudi kupica enih nemotoričnih težav, s katerimi se pacienti s Parkinsonovo boleznijo spopadajo. Nekatere so bile pač že omenjene, kot so tiste motnje spanja, recimo že v zgodnji fazi mogoče neke take zelo diskretne, subtilne kognitivne težave, ki se lahko poglobijo, pa so motnje ravnotežja, motnje avtonomnega živčnega sistema, kot je recimo ortostatska hipotenzija, velikokrat omenili smo tudi zaprtje. In skupaj z motoričnimi simptomi, kar pa pomeni splošno neka taka slabša gibljivost, v bistvu pač močno lahko vpliva na kvaliteto življenja, če pač bolezen seveda ne zdravimo. In ravno zaradi tega vpliva tudi širše seveda na pač družinsko življenje, se pravi na svojce, prizadeti so svojci zaradi bolezni v družini in zaradi seveda pač te kronične bolezni tudi družba nasploh, ker pa pač so tudi izdatki, se pravi denarno, se pravi finančno obremenitev družine in finančno obremenitev družbe kot take, ne. In ravno zaradi tega je potrebno pa pač v bistvu pravilno lotiti zdravljenja Parkinsonove bolezni v pravem času, na pravilen način, zato da se zmanjša, se pravi breme, pač, ki gre na račun, se pravi pacienta, na račun svojcev in pa pač na račun družbe. Gospa Likar, ko ste si ogledali ta video, pa tudi še tega, ki ga bomo pokazali v nadaljevanju, ste mi rekli, da so ti pacienti videti preveč zdravi. Preveč zdravi, ampak boljši pa so. In sta oba omenila, ne, telesna aktivnost, druženje, to se pravi, mi sicer izobražujemo, osveščamo, opolnomočimo te bolnike, kolikor se največ da v društvu, seveda je to vse odvisno od sredstev, ampak glih ta namizni tenis, ki se je zdajle pojavil, jaz vidim, da so tisti, ki igrajo, vsi boljši. To podpišem kadarkoli. Sigurno pa se je treba zavedati, da mogoče ne vidimo tistih bolnikov, ki so pa dejansko dosti bolj prizadeti. Tistih pa ni, ne, tisti pa tudi, a veste, zelo težko se, pa zmeri več jih je, ampak zelo težko se vseeno odločijo, da bi se vključili v društvo, čakajo in potlej, ko je bolezen že malo napredovala ali pa že preveč napredovala, pridejo in pol ugotovijo, koliko veliko so zamudili, ker mi imamo kar nekaj aktivnosti od plesa, plavanja, igranja namiznega tenisa, tajči, predvsem pa druženje, to je toliko veliko pomen. Zanj smo imeli v Kranju prvenstvo Kranja na namiznem tenisu in so vsi rekli, kolikor imam jaz novih prijateljev od tega namiznega tenisa, koliko se mi družimo, mislim, tam ni zgledal zame noben bolan.
Ampak vi sicer niste parkinsonska bolnica, čeprav ste nisem, ne. predsednica društva, žal ste pa vpliv te bolezni doživeli zelo od blizu, ne? Ja, A sam nam lahko na kratko se opišete? ni končala, ne, mož je umrl, Tako. je imel Parkinsonovo bolezen, pa sva imela še srečo, da je zelo dokaj hitro dobil diagnozo, predvsem na to drobno pisavo, ko je nekaj, kar nismo znali prebrati, pa bil je počasnejši, ampak jaz te bolezni takrat nisem poznala. Diagnoza je zelo hitro prišla, sam jaz sem nekaj prebrala, dobi tablet, pa bo dober. Ja, seveda ni bilo dober, ne. Ampak potem se pa mož odločil, da bova jahala in sva mogla kojde kupiti, hlev zgraditi in dejansko mu je to za kakšne 2 leti zelo pomagalo. Tako da mi, ki smo enkrat imeli tudi 10 bolnikov na jahanju, smo tudi videli, kako se dobro počutijo, kako to žival. Mogoče bo treba tudi v to smer razmisliti, da bi živali bila kot terapevtske, ne vem, mogoče psi, konji bolj težko, ampak res kakšna druga žival, pa tudi mucki pomagajo, ne. Pa je bolezen šla naprej, seveda to je tudi kar 25 let nazaj, mož bo zdaj 10 let mrtev in takrat so, mislim, da tudi velike doze še dajali, ne. Zdaj se mi zdi, da te doze niso več tako velike, da se tudi malo večkrat razbijajo, takrat je bilo 3-krat na dan in se je kar poznalo to napredovalo, tako da trudila sva se, jaz pa itak imam, kaj s tem v genih, da se je treba športom ukvarjati, jaz to kar brez tega jaz ne znam živeti in sem tudi njega silila in je kar mogel iti. In seveda, ta prvih 300 metrov je hudo, potlej se pa zadeva zboljša in zmer vidimo, da telesna aktivnost zmeri bolj pomaga pri tej bolezni, saj upočasnijo za nekaj časa. O tem bomo tudi več spregovorili v nadaljevanju. Omenili ste možnosti zdravljenja, doktor Trošt, sigurno so možnosti zdravljenja te bolezni vse širše. Nam lahko na kratko pojasnite, kako zdravite bolnike, mogoče glede na stopnjo obolenja? Ja, najprej moram povedati, da smo lahko v Sloveniji zelo zadovoljni, ker lahko bolnikom ponudimo čisto vse načine zdravljenja, ki so v svetu na voljo. To nas res zelo veseli. Tisto, kjer se v Sloveniji zatika, je dostop bolnikov do vseh teh zdravljenj, ki sicer so na razpolago. Zelo dolgo čakalne dobe za nekatera zdravljenja, ampak kakorkoli. Bolnike vedno začnemo zdraviti z zdravili v obliki tablet in vsa zdravljenja stremijo k temu, da nadomeščamo dopamin, to je živčni prinašalec, ki v možganih skrbi za naše normalno gibanje in ga pri Parkinsonovi bolezni primanjkuje. Zaradi tega, ker v možganih izumirajo ene živčne celice, ki ta dopamin proizvajajo in če ga je premalo, je potem gibanje počasno, okorno, človek se trese in tako naprej. Zdravljenje gre v to smer, da z različnimi zdravili nadomeščamo ta dopamin. Najbolj učinkovito zdravilo je najstarejše zdravilo za Parkinsonovo bolezen, to je levodopa, ki pa začne po nekaj letih zdravljenja povzročati neželene stranske učinke. In sicer nepredvidljiv učinek same tablete, enkrat prime, drugič ne drži več tako dolgo, kot bi človek pričakoval. Poleg tega se pa pojavljajo določeni nehoteni gibi za povrhu, takrat, ko zdravilo dobro deluje in pacient nekako niha iz enega stanja, ko je gibčen, lahko gre, ampak zraven ima še nehotene gibe, do stanja, ko zdravila popustijo in je počasen, okoren, lahko tudi se ne more premakniti iz mesta. In njegovo življenje je takrat zelo naporno, kajti ne more dobro predvideti, kaj se bo zgodilo čez pol ure, kaj čez 1 uro, ali gre lahko v trgovino, ali sme iti na sprehod, da ne bo zamrznil. Skratka, ko bolezen pride v to fazo, ko stanje niha in ko teh neželenih učinkov levodope ne moremo z zdravili več umiriti, potem imamo na voljo tako imenovana kontinuirana zdravljenja. To so zdravljenja, s katerimi zdravilo, prav to zelo učinkovito levodopo, v telo vnašamo s pomočjo nekih črpalk, ki v telo enakomerno vnašajo zdravilo in spet skušamo ujeti tisto dobro stanje, enakomerno, ne preveč zdravila, ne premalo, da je bolnikovo počutje kar se da optimalno
pretežni del dneva. Še en način zdravljenja je, ki je sodi ob bok tem zdravljenjem s črpalkami, to je pa globoka možganska stimulacija, kjer pa nekako električno zdravimo možgane, če se laično izrazim, ne gre za vnos zdravila, ampak ta električna stimulacija naredi v možganih tisto, kar tudi naredi levodopa v obliki tablet ali pa v obliki črpalke, skratka s ciljem, da bi bilo stanje čim bolj stabilno, enakomerno in dobro v toku celih 24 ur. Hvala. Doktor Georgijev, to so bile oblike zdravljenja z zdravili oziroma z operacijo, ne? Nam lahko vi opišete, kaj pa bi morala obsegati na taka celostna, dolgotrajna, kontinuirana rehabilitacija za bolnike s Parkinsonovo boleznijo? Celostno, recimo bi rekel, obravnava, bolj kot sama rehabilitacija, ker rehabilitacija pač je način, kako pa tem pacientom pomagamo in v resnici gre od samega začetka bolezni, ne, ko postavimo diagnozo naprej, gre v kombinaciji, se pravi zdravila skupaj z rehabilitacijo. To pomeni, da v bistvu tudi tisti pacienti v najbolj zgodni fazi, v najzgodnejši fazi bolezni potrebujejo rehabilitacijo. Ne. Kaj vse zajema ta celostna obravnava pacientov? Se pravi, poleg pač seveda zdravljenja strani nevrologa, ki predpiše zdravila, ali pa se menimo v pozni fazi o tem, ali bo pacient zdravljen z črpalkami ali pa z globoko možgansko stimulacijo, pomeni aktivno sodelovanje v bistvu fizioterapeuta za izboljšanje motoričnih sposobnosti, aktivno sodelovanje tudi delovnega terapeuta za izboljšanje aktivnosti dnevnega življenja, ker je zelo pomembno za kvaliteto življenja. Aktivno sodelovanje logopeda, ker v bistvu pogosto pacienti s Parkinsonovo boleznijo imajo težave recimo z govorom, pojavi se že v samem začetku bolezni tak zelo mehak glas, ki mu mi rečemo hipofonija, v poznejši fazi tudi dizartrija ali pa težave tudi s požiranjem in to je praktično tle je nepogrešljiva vloga v bistvu logopeda pri obravnave teh pacientov. Enako tudi psihologa od samega začetka, ker težave pacienti imajo ne toliko na začetku bolezni težave, kognitivnih težav, kot recimo včasih potrebujejo recimo psihološko podporo še na samem začetku, recimo zato, da se sprijaznijo z diagnozo. So različni izzivi tudi psihološke narave tekom same bolezni, kako se spopasti tudi z novimi simptomi, ker se bolezen, kot smo rekli, ker je kronična, se v resnici spreminja, fenotip bolezni se spreminja. Če so na začetku manj več motorični simptomi, ki jih enostavno zdravimo z levo dobo 3x eno tableto na dan, v pozni fazi v bistvu se pojavi pač kupica drugih težav z diskinezijami, se pravi za temi zgibki, pojavijo se zmeraj bolj pogosto se pojavijo težave s hojo, posturalne težave, padci in tako naprej in pri tem v bistvu pa pač ta celostna obravnava v bistvu tako kot pač bolezen napreduje, postaja še toliko bolj pomembna. Ne. In če te obravnave ni celostne že od začetka? Kvaliteto življenja, v bistvu vse, kar mi naredimo skupaj, recimo pač pri tej timski obravnavi pacienta s Parkinsonovo boleznijo je z končnim ciljem izboljšati kvaliteto življenja. Se pravi, če nimamo take obravnave ne celostne, pa pač pol kvaliteto življenja pacientov pač toliko slabša, ne, žal. Gospa Posar, doktor Georgijev je, ko je našteval vse te terapevte, ki pomagajo bolniku izboljševati življenje, zelo izpostavil fizioterapijo. Zakaj je ravno fizioterapija tako pomembna za bolnike s Parkinsonovo boleznijo? Mi v bistvu tretiramo te primanjkljaje pri bolniku, ki ga zelo motijo, ne? Recimo hoja, motnje ravnotežja, okornost, recimo problemi že kot je vstajanje z postelje, obračanje v postelji. Ne? Včasih vidimo bolnika, ki lahko hodi, ko ga mi spravimo iz postelje. Ne? Tako da jih je treba recimo določene stvari že učiti v sami postelji, preden sploh vstanejo, da grejo do WC-ja, na primer. Ne? Zakaj je še pomembno, kot je tudi Cveta rekla, ne? Samo gibanje, katero pač mi fizioterapeuti spodbujamo, učimo, izboljšujemo, izboljša te motorične znake oziroma bolezen sama lahko malo kasneje napreduje, če se oni dovolj gibajo. Ne? So kakšne take specifične vaje, ki jih izvajate pri teh bolnikih? Ja, vaje ogromno, ne? To je zdaj čisto odvisen spet od samega bolnika. Ne? Mi bolnika, ko ga prvič vidimo, ga stestiramo, pogledamo, kaj mu manjka, kje so težave, pogovorimo se z njim,
kaj bi on rad izboljšal. Ne? Včasih imamo mi nek protokol, ki v bistvu sploh ne ustreza to bolnikovim željam. Ne? Tako da tukaj je veliko pomemben ta pogovor, kaj si pa vi želite, kako pa vi doma funkcionirate, kako pa v službi funkcionirate, kako pa svojci funkcionirate. Ne? Ker mi imamo in ambulantno obravnavo in hospitalno obravnavo. To je vedno odvisen, kje bolnika ti srečaš. Lahko ga srečaš tudi na taboru, ne? Tam je spet drug pristop, so druge vaje. Na začetku bolezni, kot smo rekla, ne, ko dobi diagnozo, je bolj pomemben svetovanje, ne, ko on mogoče še nima teh težav, ki jih bo imel kasneje, kot je motnja recimo ravnotežja, ti lahko v bistvu še vedno že vnaprej nekaj delaš, da bo motnja ravnotežja mogoče kasnejša, a ne, da ne bo toliko prisotna, toliko močno izražena. Ne. Pa gre za to, da mi na začetku bolnika prepričamo, da bo mogel skozi telovaditi. Mogel, ne, že ta beseda je zdaj narobe povedana, ne. A veste, tudi mi, ki smo zdravi, se nam ne da telovaditi, čeprav vemo, da je to zelo pomembno, ne, vse skupaj, ampak da ga nekako prepričaš oziroma pomagaš mu razumeti, zakaj bi to njemu koristilo. Imate mogoče kakšen tak primer dobre prakse nekega bolnika, da lahko mogoče primerjate, v kakšnem stanju je prišel k vam, pa kako ste mu potem pomagali? Zdaj, problem je tukaj, jaz sem že veliko let delala, ne, pa problem je v tem, ker je to napredujoča bolezen, ne. In ti mu tudi pomagaš del časa, ne, pa se pa vrne, pa je slabši. Ne. In ni uno, kaj je pa enemu traumatološkemu ali ortopedskemu bolniku, ko imaš koleno, pa zrihtaš koleno, pa si vesel, pa sta oba vesela. Ne. Ampak se mi zdi, da vse nekaj tukaj je, ne, da pripomoremo, kot je rekel doktor Dejan, ne, da kvaliteta življenja je tista, ne, ki nas rabijo. Seveda so pa izboljšave, samo na kratek rok, pa pride z drugo težavo, pa drugo težavo rešujemo. Ne. Čisto odvisen. Prosim, izvolite. Jaz bi rada samo dodala, da jaz sem mogoče tista, ki napotujem bolnike do naših fizioterapevtk ali pa logopedinje, delovnih terapeutov in tako naprej. In bolniki so izjemno zadovoljni, večinoma. Mislim, redko kdo reče, da mu pa nek program fizioterapije ni pomagal. Pridejo zelo zadovoljni in že takoj vprašajo, kdaj bom pa lahko naslednjič bil udeležen take obravnave, ki je pa pri nas na našem kliničnem oddelku zelo omejena. Večinoma na bolnike, ki hospitalizirani, teh je pa zelo malo. Večinoma vodimo ljudi s Parkinsonovo boleznijo ambulantno. Nekaj nam lahko pomaga Soča glede te rehabilitacije, ampak sistemsko pa to ni urejeno, ne, kar je slabo. In če mogoče gospa Sabina vidi bolnike potem čez nekaj let, ko se poslabšajo oziroma pridijo z drugo težavo, pa mi, ko vidimo bolnike na kontrolnih pregledih, jasno vidimo in izboljšanje in bolniki povedo, in so zelo zadovoljni. Ne. Tako da v tem ni nobenega dvoma, da taka obravnava ne bi pomagala. To bomo po mojem danes še večkrat ponovili, ne, ker kakorkoli se lotimo tega problema, pridemo do ugotovitve, da bolniki potrebujejo kontinuirano obravnavo. Ne. Pa če se zdaj z nivoja bolnika prestavimo malo više, bi prosila vas, gospod Stošicki, za predstavitev stališč Svetovne zdravstvene organizacije. Namreč iz vseh stališč ste v društvu Trepetlika povzeli izhodišča za nacionalni program obvladovanja te bolezni, ki je v pripravi. Ne? Ja, hvala lepa. Najprej bi se zahvalil za povabilo v imenu bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ki so združeni v društvu, pa tudi izven društva. Res je, da smo precej podrobno proučili program in pa priporočila odločevalcem v državah po svetu strani WHO, vendar moram reči, da se v Trepetliki že od leta 2015 sistemsko ukvarjamo s tem vprašanjem. Najprej smo odpirali vrata na ZZZS-ju, kjer smo ugotovili, da nimamo možnosti uveljaviti svojih pravic. Saj je takrat bil ustanovljen zdravstveni svet pri ministrstvu. Potem smo odpirali vrata na zdravstvenem svetu, pa na državnem svetu, pa na državnem zboru, kjer je bila ta rehabilitacija tudi potrjena v končni fazi. Zdaj smo šli še korak naprej, ker v bistvu gre za kompleksno bolezensko stanje in mednarodna svetovna zdravstvena organizacija
je ugotovila, da se število invalidnih oseb in število smrti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo povečuje hitreje kot pri katerikoli drugi nevrološki bolezni. Izdelali so več ugotovitvenih sklepov in pa tudi priporočil, kako se lotevati v posameznih državah reševanja tega problema. In sicer bom poudaril samo nekaj zadev. Predlagajo, da je potrebno ustanoviti regionalne centre, interdisciplinarne centre. Kot je povedal dr. Georgijev, gre za široko paleto specialistov, zdravnikov, od psihologa, fizioterapije, gastroenterologa, urologa, potem logopeda in tako naprej. Tako da tu na tem področju je največ naredil UKC Nevrološka klinika in sicer ta interdisciplinarni tim Kobža, ki bi ga lahko sedaj uporabili. In po podatkih, s katerimi razpolagam, je Ministrstvo za zdravje odločeno, da to organizira v 3 ali 4 regijah v Sloveniji za začetek. Potem je pomembno tudi priporočilo, da se že v začetni fazi, ko se diagnoza pripozna, da se uvede paliativna oskrba in razmišljanje, kako bo bolezen napredovala. Naprej imamo v bistvu tudi potrditev, da so potrebne kratki kontrolni pregledi, kar v Sloveniji ni slučaj. To je že profesor Troštova v bistvu ugotovila. Ugotavljamo tudi, kar je tudi mednarodna organizacija, svetovna, to opredelila, da je izobraževanje preslabo, tako v strokovnih krogih, kot tudi na področju domov ostarelih občanov. Tako da je precejšnja paleta, ki je potrebno pač obravnavati, in zato smo pristopili tudi k tem programu, izhodiščem za izdelavo nacionalnega programa obvladovanja Parkinsonove bolezni v Sloveniji. Tako da zavedamo se težave, zavedamo se, katera tista pot, po kateri bomo reševali, ne? Hvala vam za ta izhodišča. Doktorica Trošt, vi ste že omenili, kakšne možnosti imate, oziroma bolj ste podarili tiste, ki jih nimate. A bi lahko prosila tako za en tak kratek pregled, kako daleč smo v Sloveniji pri izpolnjevanju teh standardov celostne obravnave? Kaj imamo za bolnike in česa še nimamo? Kot sem že omenila, smo zelo veseli, da imamo vse načine zdravljenja, ki so na voljo. Nažalost pa za nekatere med njimi je zelo dolga čakalna doba. Prej ste mogoče videli v prispevku gospoda, ki je opisoval, da je šel na zdravljenje v tujino, da ne bi mislili, da je šel na kakšno zdravljenje, ki ga v Sloveniji nimamo. Imamo ga, v tujino je šel zato, ker je bila pri nas čakalna doba tako dolga. Skratka, kar se tega tiče, smo zelo zadovoljni. Kar se tiče pa te celostne obravnave, kamor sodi nemedikamentozno zdravljenje, kjer so potrebni drugi strokovnjaki, ne samo nevrolog, smo pa učinkoviti v nekih mikrookoljih, kot je recimo naš tim. Tukaj bi mogoče poudarila, da nismo od včeraj, ta naš tim deluje že kar več desetletij. Zelo zaslužna za ta tim, v bistvu sta ga ustanovila profesor Zvezdan Pertošek in gospa medicinska sestra Lidija Osepek, ki je ena redkih specializiranih medicinskih sester za Parkinsonovo bolezen, in v timu funkcioniramo dobro. Seveda bi si želeli več osebja, ampak za te bolnike, ki pridejo do nas, si upam trditi, da zelo dobro poskrbimo, nam pa bojo bolniki sami povedali. Problem pa je, ker to vrstne obravnave velika večina bolnikov s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji nima. In tukaj upam, da bo prostor tudi v tem programu, ki ga je gospod Stošicki omenil, vendar na to opozarjamo že vrsto let in premika se počasi, ampak vsak naslednji korak vpliva upanje, da bojo pa enkrat lahko tudi tisti bolniki, ki tega preprosto niso deležni, ne morejo biti deležni, lahko obravnavani na ta način. Se pravi, do te obravnave pridejo bolniki, ki so hospitalizirani najbrž, ne? Pa v okviru ambulantnih pregledov? Ja, to bo gospa fizioterapeutka tudi povedala. Večinoma so te obravnave deležni bolniki, ki pridejo k nam v hospital, ampak to so res redki. Nekaj malega je sicer ambulantne dejavnosti, ampak potrebovali bi jo bistveno več.
Kako je na področju fizioterapije to urejeno? Ja, omejeni smo s časom in število zaposlenih, kar govorim na naši kliniki. Zunaj naše klinike pa v bistvu ni nekega centra, da bi se posebej ukvarjal z bolniki s Parkinsonovo boleznjo. Seveda so Parkinsonovi bolniki dobrodošli povsod. Zdaj nekje je več znanja, nekje je manj znanja. To spet bolniki tudi, ko grejo na različne, potem to primerjajo, pa vidijo, kakšna je ta obravnava. Drugače pa ni dobro poskrbljen, če odgovorim na vprašanje. Ni dobro poskrbljen, zaradi tega, ker imajo res bolniki premalo. Sploh, če jih primerjamo še s kakšnimi drugimi bolniki. Nimajo dovolj fizioterapije, ker nimajo možnosti, trenutno. Razumem. Gospod Stošicki, vi ste že malo nakazali, kako ne bi se v prihodnosti lotili tega problema. Ja, iz tega dokumenta Svetovne organizacije izhaja, da so ti multidisciplinarni timi neka perspektiva. Vendar ni stvar samo v tem. Mi govorimo danes o bolezni, nekaj je dr. Georgijev povedal tudi o stroških, vendar imamo dva segmenta. En segment je bolezen in pa kvaliteta življenja, drug je pa nacionalno breme, ki se ga v bistvu mi Parkinsoniki, nam je vseeno, kakšno je, ampak za odločevalce, se pravi vlado in pa državo je pa zelo pomembno, da tudi ta segment obremenitve, nacionalne obremenitve te bolezni tudi upošteva. In kot podatek lahko povem, po neki švedski študiji je strošek obravnave Parkinsonovega bolnika v prvi fazi 5000 evrov na leto, v zadnji 5. fazi pa 99.000 evrov. To so parametri in podatki, ki so me navedli na to, da sem v bistvu izdelal študijo, koliko v bistvu bi prihranili, če bi s rehabilitacijo uveljavili zamik ali pa nekako upočasnili potek bolezni. Če predpostavljamo, da je bolezen med 50 in 80 leti, pa upoštevamo tudi obrestne mere in vse to, imamo strošek za 9000 Parkinsonovih bolnikov v njihovi dobi trajanja 6 milijard. In če bi za 5 let upočasnili razvoj bolezni, bi privarčevali v Sloveniji 1,1 milijarde evrov. To so pa podatki, ki bi jih morali tudi drugi o tem razmišljati. In o tem razmišlja zdaj tudi ministrstvo. Jaz bi prosila, da prikažemo en graf, ki prikazuje naraščanje števila bolnikov v Sloveniji, ker se mi zdi, da ko pomnožimo te številke s to številko finančnega bremena, ki ste jo izpostavili, mislim, da se vsi zavedamo, kaj to pomeni tudi na nivoju države. No, če lahko dodam komentar. Prosim. Izhajal sem iz 4200 podatek iz leta 2004. Potem sem pa na podlagi simulacij in primerjav z drugimi državami, zlasti Anglijo, Nemčijo, Luksemburgom, Francijo, pa tudi Ameriko, smo v bistvu videli, da so ti podatki nedosegljivi oziroma so zelo slabi, tako v Sloveniji kot v svetovnem merilu. In zato imamo nek razpon, ki smo ga mi v letu 2023, sem ga v bistvu fiksiral na 10 000 bolnikov, kar se je zdaj s podatki ZZZS-ja tudi potrdilo. Tako da imamo nek razpon in verjamem, da je v Sloveniji, ker nimamo vseh popisanih, niso se vsi odločili za specialistični pregled, je teh še 10% lahko več. Se pravi, govorimo o številu bolnikov, ki ima recept za zdravila povezana s Parkinsonovo boleznjo. Se vidva strinjata približno s to številko 10 000 bolnikov v Sloveniji? Zagotovo. Je tako. Mislim, da se lahko kar malo zamislimo. To je visoka številka. Se pravi, o tem, kakšne so trenutne možnosti rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo v Sloveniji, smo nekaj sicer že povedali. Kako jih vidva ocenjujeta? Govorim o neki dolgotrajnejši obnovitveni rehabilitaciji. Lahko še enkrat ponovite? Kakšne so možnosti za kakšne možnosti ima posamezen pacient za to, da mu pripada obnovitvena rehabilitacija? Mislim, pripada jim zagotovo, ni pa dostopna.
Veste, mislim, to so zdaj različni koncepti tak rehabilitacije, kaj pomeni obnovitvena rehabilitacija. Veste, obnovitvena rehabilitacija po enem modelu pomeni rehabilitacija pacienta recimo v bolnišnici, ko je celostna, tako kot sem rekel, obravnava teh pacientov občasno. Tisto, kar je pa pomembno, po mojem mogoče še bolj pomembno kot taka, pač obnovitvena rehabilitacija kot taka, ali pa da je pač rehabilitacija v nekoliko drugačni obliki, da je pa pač bolj dostopna recimo tudi na tistem mikrookolju, kjer pacient živi, se pravi, da ni dostopna samo taka specialna rehabilitacija pacientov s Parkinsonovo boleznijo na nevrološki kliniki v Ljubljani, ampak da je lahko dostopna tudi v drugih manjših mestih, v zdravstvenih domovih, ker v bistvu pa pač imajo oddelke za fizioterapijo, veste. Ker mi si tudi recimo v Ljubljani kot pač en center si ne moremo privoščiti, da pa pač ne vem, poskrbimo za 9 ali 10 tisoč pacientov, kakor jih smo videli, imamo v Sloveniji. Ne. Se pravi, po mojem je absolutno pač pravzaprav nujno potrebno, da se organizira neka taka pač dolgotrajna rehabilitacija za te paciente v takšni ali pa v drugačni obliki na različnih nivojih, se pravi na primarni ravni, na sekundarni, pa tudi na terciarni ravni, tako na nevrološki kliniki, kot pač tudi v URI Soča. Torej, da se vzpostavi nek sistem, skrbi za te bolnike. In ravno zato smo k sodelovanju na današnjem posvetu povabili predstavnike Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ker bolniki seveda težko pričakujejo sistemsko ureditev, temu se reče skupinskega zdravstvenega programa za izboljševanje, ohranjevanje ali preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s Parkinsonovo boleznijo. To je to, za kar si Društvo Trepetlika pa nevrologi tudi prizadevate, mislim, da ste rekli že 20 let. Sem kaj pretiravala? Mislim, da ne, ampak rada bi še enkrat podarila to, kar je že gospa Posred povedala. Za druge nevrološke bolnike je boljše poskrbljeno, kar se tega tiče. In mislim, da niti društvo, niti mi nevrologi, niti bolniki sami ne bi radi nekomur drugemu odvzeli, zato da bi oni bili tudi deležni podobnega. Radi bi tudi oni bili deležni in mislim, da je to še ena stvar, na katero je treba upozoriti in biti pozoren. Če bi jaz mogoče samo še dodal, veste, so določeni simptomi, pri katerih v bistvu fizioterapija kot taka pač edino pomaga, recimo, ne vem, hoja ali pa recimo padci ali pa, ne vem, ravnotežje, kot mi rečemo, posturalne motnje, veste, to so simptomi, ki marsikdaj v bistvu težko odreagirajo ali pa slabše odreagirajo na pač tisto medikamentozno zdravljenje in je tle edino fizioterapija, veste, marsikdaj pač pozabimo na tisto fizioterapijo ali pa na rehabilitacijske tiste različne postopke zdravljenja kot del, komplementarni in nujni del zdravljenja in obravnave teh pacientov. Ni zadosti pacientu dati samo zdravilo ali pa ga pač poslati na globoko možgansko stimulacijo in ga redno kontrolirati v nevroloških ambulantah, kar je tudi pomembno, ampak je potrebno, da pa pač je deležen tudi fizioterapije, občasno logopedije, občasno delovne terapije, psihologa, psiholoških pregledov oziroma obravnav in tako naprej. Hvala. Gospod Stošicki, ste želeli nekaj dodati? Tova je omenila, da so razlike med drugimi bolezenskimi stanji in Parkinsoniki. Zadeva je še bolj absurdna v Sloveniji. Če pogledamo samo bolnike s Parkinsonovo boleznijo, na Gorenjskem in na Štajerskem dobijo pravico do rehabilitacije. Na Goriškem in na obali pa te pravice sploh v bistvu nimajo. Tako da je zadeva sistemsko popolnoma neurejena. In to je to, kar moramo zdaj najprej spremeniti. No, na srečo pa si številne ustanove in posamezniki v Sloveniji zelo prizadevajo za podporo ljudem s Parkinsonovo boleznijo. Kot sta že omenila bolnika, ki smo jo predstavili na začetku, je tukaj predvsem nepogrešljiva podpora Društva Trepetlika. Gospa Likar, kateri so tisti programi Društva Trepetlika, ki bolnikom najbolj pomagajo pri obvladovanju bolezni? Ja, najprej seveda osveščanje, izobraževanje, druženje, telesna aktivnost. Mi vse to v okviru društva delamo. To se pravi, poskušamo ljudi čim prej pritegniti v društvo. Sam ne uspevamo v celoti, vendar je zmeri boljše. Število
oseb, ki imajo Parkinsonovo bolezen se radi vključujejo in potem so vsi zadovoljni. Res pa je, da vsak najprej nisem hotel, tudi ko sem jaz se vključila v društvo, je mož rekel, to pa jaz nisem, pa jaz to kaj ne bova. Potem pa počas, ko se bolezen napreduje, pa veš, da tukaj največkrat dobiš pomoč. Imamo različne programe, ABC, Parkinson, za novo diagnosticirane bolnike. Tukaj potrebujemo pomoč nevrologov, da bolnika napoti v društvo, ker mi ne vemo, kdo je dobil diagnozo. Tam potem parkinsonska sestra ali pa nevrolog osnove bolezni pove, poleg tega dobi ta priročnik, kako živeti s Parkinsonovo boleznijo. No, izdali smo tudi Parkinsonova bolezen in demenca, tako da mi tudi tukaj na tem področju delamo poleg Trepetlike, to je naše revije. Potem naslednji je tabor, 4-dnevni tabor izobraževalni za nove člane, v katere povabimo vse, ki so se zadnje čase, zdajle jih je trenutno zaradi covida kar veliko, ki še niso bili na tem taboru. Tam tega vodi sestra Lidija Ocepek, enkratna parkinsonska sestra, in ne vem, a sta oba povabljena na tabor, mislim, da ne vem, zdaj 23. To se pravi, takrat pa pridejo nevrologi in to je izreden. Prvič so novi člani, ki so še malo zmedeni, drugič srečajo toliko nevrologov, da lahko izmenjajo izkušnje, vprašanja. Ponavadi je po predavanju kar vrsta tistih, ki bi radi nekaj vprašali, pa nekaj se pogovorili bolj intimno, ne? Mogoče niso hoteli prej javno, še posebej, ker so novi. Poleg tega pa nevrologi vidijo svoje bolnike, kako se pa v navadnem življenju obnašajo, kako se obnašajo do sorodnike, ker zelo pomembno mi posvečamo veliko pozornost tudi svojcem, ker mislimo, da je včasih mogoče njihovo breme še večje. Naslednja skupina so potem vsi člani, kjer gremo treti orehe. Namreč tudi resnično jih morajo treti, pa spet imamo 3-dnevna srečanja, kjer pa mogoče posvetimo bolj temu, kar si želijo člani, o čem bi radi, ali pa kar smo mogoče nismo zadosti obrazložili. Potem imamo pa še mlado skupino mladih, ki jih pa obravnavamo posebej, zato ker se, tako kar moj mož takrat gotovo, neče družiti s temi, ki so napredovali bolezni. Tako da imamo kar dobro pokrito, izredno se nam je pa v covidu pojavilo tudi po webinarjih. In zdaj imamo kar vsako leto kar nekaj webinarjev, kjer razložimo razliko med spoloma pri Parkinsonovi bolezni. No, imeli smo tudi webinar o Huntingtonovi bolezni, ker se je to društvo priklopilo k nam. Imeli smo vse sorta webinarje in tudi okrogle mize, Parkinson in demenca, kjer smo o Parkinsonu in še demenci zraven govorili, in je izredno velik obisk, par tisoč ljudi, tako da je kar zanimivo, česar prej nismo uspeli. In zdaj še vsi posnetki so dostopni na spletu, tako da je v redu. Rada bi pa še dodala pri obnovitveni rehabilitaciji. Skupinska obnovitvena rehabilitacija je društvo uspelo. Prišli smo v zakon, to se pravi, v zakonu o zdravstvenem zavarovanju imajo naše osebe s Parkinsonovo bolezni to pravico. Vendar bi jo letos mogli izvajati, pa so nas že ta drugič preložili, to se pravi na leto 2024. To sicer še ne vemo točno, kako bo izgledalo, ampak po izkušnjah ostalih društev se mi javimo na razpis, na katerem nam dajo določeno vsoto denarja, in če bomo to v redu pripravili, bodo te osebe šle skupinsko pač v neko zdravilišče ali ne vem, zavod, kamorkoli se bomo odločili. Problem je pa tukaj, ko bomo rabili veliko pomoč nevrologov, ki nas bodo morali usmeriti, da nam bojo povedali, a najprej začetno ali napredovalo, kjere ta prvi, ker za vse pa sigurno ne bo. Napotnice bodo dajali nevrologi ali jaz ne vem, pa se tukaj tudi
izvide, da morajo prinesti v društvo, ne vem, jaz nimam pojma, rada bi videla, da bi čim prej to povedali, da se mi pripravimo na to in seveda, da nas ne bojo spet odlašali in pozabili na nas. To je ta sistemska ureditev, o kateri bomo še nekaj spregovorili v zaključku. Ja, Vi ste- sicer pa veliko delamo tudi na telesni aktivnosti. Naši plešajo tajči, namizni tenis, ne vem, hodijo, kar veliko. No, zdaj smo se še prijavili, mogoče bomo uspeli na evropski projekt s plesom. Upam, da bo, no, če pa ne bo, bomo pa drugič se prijavili. Toliko aktivnosti za tako Ja. različne skupine bolnikov, da nam preostane samo, da povabimo vse tiste bolnike, družinske člane, ki še niso člani društva Ja. Trepetlika, naj se včlanijo. Navezali ste na telesno aktivnost. Dr. Georgijev, a nam lahko prosim opišete, zakaj je redna telesna vadba tako blagodejna za bolnike s Parkinsonovo boleznijo? Ravno iz tega razloga, zaradi katerega pač potrebujejo recimo redno rehabilitacijo oziroma redno fizioterapijo, ki jo bojo pač ponavljali. Mogoče bi samo tle omenil še ena, mislim, da je naša fizioterapeutka že povedala o naravi Parkinsonove bolezni kot nevrodegenerativna in progresivna. Namreč specifika je ravno v tem, da pa pač bolezen se postopoma slabša in ravno zaradi tega potrebuje v bistvu pa pač eno tako redno, ne samo fizično aktivnost, ampak tudi vodeno, recimo vodeno fizično aktivnost, ki jo lahko v bistvu na različne načine dosežejo, bodisi skozi rehabilitacijo, bodisi skozi pa pač ne vem, fizične aktivnosti pač doma ali pa v različnih skupinah organiziranih ali pa pač po svoje. Stvar je v tem, da marsikdaj v bistvu te nevrodegenerativne bolezni so in še vedno je tako mnenje, da zaradi tega, ker so nevrodegenerativni in progresivni, pacienti niso dovzetni za rehabilitacijo, ker je pa napačno v bistvu prepričanje, saj tudi pacienti, ki imajo nevrodegenerativne bolezni, imajo kapaciteto za učenje novih vzorcev gibanja, kar je pač osnova ene pač fizioterapije in pa rehabilitacije. Se pravi, mi imamo načine, kako za pomočjo rehabilitacije spodbujamo plastičnost možganov, kar je po osnovi učenja in v osnovi pa pač uspešnosti ene take rehabilitacije. Samo mora biti drugačna, torej ta rehabilitacija pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo po svoji vsebini ne more biti enaka kot je rehabilitacija recimo pacienta z možganski kapi ali pa pacienta z multiplo sklerozo, kar je patogene za bolezni, patofiziologija drugačna, pač simptomi so drugačni in pacienti, ki je gospod Stošič, ki je že povedal, da recimo na Štajerskem ali pa v Prekmurju ste rekli, da se pa pač lahko pridejo recimo na rehabilitacijo, pacienti pridejo na rehabilitacijo, ki je pa nekako vsebinsko splošno zastavljena, ki je približno enaka, kot jo pa pač imajo ostali pacienti z nevrološkimi boleznimi, kar pa ni v redu. Mora biti nekako specifična za potrebe, ki jo imajo pacienti s Parkinsonovo boleznijo in seveda ne smemo pozabiti na ta individualni pristop k zdravljenju pacienta in pa rehabilitacije teh pacientov. Zdaj, zakaj fizična aktivnost je toliko pomembna? Zdaj, v zadnjem času, še posebej v zadnjih 5-10 letih je zmeraj več študij, ki ne samo na podlagi vedenjskih podatkov, ampak tudi na podlagi recimo slikovnih podatkov kaže na to, da dejansko res fizična aktivnost, organizirana fizična, redna fizična aktivnost enkrat, dvakrat na teden v roku recimo nekaj mesecev dejansko vpliva tako na recimo povezljivost, na tisto konektivnost različnih možganskih področjih, ki so odgovorni ne samo za izboljšanje motorike, ampak za izboljšanje tudi zaznavnih sposobnosti, se pravi kognitivnih sposobnosti. In pa celo so študije, ki kažejo na to, da se struktura možganov tako spremeni, da v bistvu se pa pač izboljšajo simptomi in znaki pacientov s Parkinsonovo boleznijo, celo recimo se se naredijo strukturne spremembe v substanci nigri, ki vemo, da je tisto jedro, ki izloča največ dopamina, ki ga pa primanjkuje pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Vpliva fizična aktivnost, se pravi ne samo na motoriko in kognicijo, sigurno vpliva pozitivno tudi na razpoloženje, tako da na več različnih načinov je fizična aktivnost izredno pomembna pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. In tukaj ima namizni tenis eno posebno vlogo. Ja. Predlagam, da si najprej ogledamo video. Okay.
Dajmo se preseliti v Maribor, kjer v okviru društva Trepetlika, mislim, da 36 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo redno vadi namizni tenis na pobudo gospoda Vika Kureta. Začeli v letu 2019, oktobra, in sicer takrat sem na spletu zasledil, da se je v Ameriki organiziralo prvo svetovno prvenstvo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo v namiznem tenisu. Ker sem kot najstnik igral namizni tenis tekmovalno, se mi je zdelo to nekako morbidno, ampak svojo bolezen bi lahko tudi sam nekako nadgradnjo zdravljenja z medicinsko terapijo izvajal, če bi igral namizni tenis. Sam težko, zato sem se obrnil po pomoč na občino, kjer so nam dejansko stopili korak bliže in nam skupaj smo pripravili in organizirali prostor, v katerem je igralo takrat 10 igralcev v letu 2019. Danes je tukaj 36 igralcev prijavljenih in igrajo dvakrat tedensko. Danes se po Sloveniji še več klubov, in sicer v Ljubljani igra 18 igralcev, v Kranju jih igra 12. Po uspešnem svetovnem prvenstvu v Puli pa so se pojavili novi bolniki, ki niso še jih poznali, pridružili so se nam in postali celo svetovni prvaki. Tako se bojo v kratkem organizirali take skupine, kot je tu v Mariboru, tudi v Celju, v Novi Gorici in v Murski Soboti. Nadejamo se že večjega števila ljudi, ki ne želijo Parkinsonovo bolezen prebolevati doma na kavču, ampak pridejo v našo dvorano Tabor ali pa v Ljubljani in v Kranju v njihove dvorane, ter dejansko si na ta način odpremo vrata. Nam se zdi, da po vsakem treningu namiznega tenisa smo v stanju narediti še kakšen drugi trening. Tekmovalnost na namiznem tenisu nam pa dobro pride tudi zaradi tega, ker je v današnji družbeni skrbi za Parkinsonove bolnike potrebno imeti rahlo tekmovalnost, da bi v konkurenci z ostalimi bolj sposobnimi dobili tisto, kar oni že zdavnaj imajo. Recimo, eden od primerov je ta obnovitvena rehabilitacija, ki jo že 10 let nismo uredili. Mi čakamo namiznoteniški igralci čim prej, da bi to bilo, ker bi tudi v zdraviliščih igrali namizni tenis. Skupaj pa tudi premagujemo to stigmo. Niti eden od teh igralcev, 36, se ne boji stopiti pri javnosti, povedati, kaj je narobe z njim, kaj bi se dalo še urediti. Skratka, verjamemo, da je namizni tenis igra, s katero lahko nadgrajujemo medicinsko terapijo za zdravili. Jaz kot trener namiznega tenisa zdravih sem tudi trener namiznega tenisa naših Parkinsonovih bolnikov. In zdaj, glede na to, da sem z njimi že dobra 3 leta, sem opazil veliko sprememb, ki se jim dogajajo. Največja sigurno sprememba je to, da smo bolj socializirani, bolj se družimo, razvili smo taki prijateljski odnos in mislim, da je to taka velika prednost in zaradi tega zelo radi prihajajo. Druga stvar je sigurno, da so se jim izboljšale motorične sposobnosti. Tudi teste delamo vsake pol leta z njimi in so zelo napredovali. Tretja je pa ta, da so tudi tekmovalno postali dobri in radi tekmujejo in s tem, da smo se zdaj že udeležili 2 svetovnih prvenstev in vse skupaj dobili skoraj 10 medalj, tako da mislim, da je vse skupaj povezano v eno celoto in mislim, da je to, kar je najboljše za naše Parkinsonove bolnike. Namizni tenis sem začela igrati pravzaprav kot terapijo za mojo bolezen. Nikdar prej nisem imela loparja v roki, ampak ko sem prvič darila, mi je bilo to tako všeč in me je tako pritegnilo, da sem pač skozi želela igrati in ne nehati. Pravzaprav po letu pa pol igranja sem bila prva na državnem prvenstvu, pa druga na svetovnem prvenstvu. Pomembno mi je to, da se gibljem, da dobivam nazaj koncentracijo, da razmišljam, da se urim v roka, oko, razmišljanje, strategija. To vse mi zelo koristi k moji koncentraciji in pozornosti.
Vesela sem pa uspehov, seveda, ne, in so mi tudi mogoče motivacija, ta potovanja in vse skupaj, pa druženje mi je tudi zelo všeč tukaj. Prebral sem v časopisu, da Parkinsonsko bolezen zdravi tudi ping-pong. Zato sem se odločil, da v sredo in petkih potujem z avtobusom, pač v penziji, koristim ugodnost in hodim v Maribor, tabor, kjer nas je odlično sprejel gospod Vinko. Na trening hodim predvsem zaradi druženja z sobolniki. Odkar sem začel ping-pong igrati, mi je super. Prej nikoli nisem imel lopara, niti v roki, ni mi bil znani šport, zdaj pa mi je super, res super. No, to so ti bolniki, za katere je gospa Cvetka rekla, da izgledajo preveč zdravi. Doktor Georgijev, zakaj ravno namizni tenis? Ja, veste kako, prvič je aerobni trening pri igranju namiznega tenisa, so pa tudi določene specifike, ki so pa pač značilne za igranje namiznega tenisa, namreč tale ritmičnost, ki zelo pomaga osebam z Parkinsonovo boleznijo. Saj vemo, da ritmičnost recimo je pomembna pri premagovanju določenih simptomov, recimo izrazita kinezija ali pa zamrznitve, ker so taki fenomeni, da pacienti recimo, ko hodijo, naenkrat se ustavijo, ne morejo shoditi, pa morajo začeti na novo z določenimi namigi, mi rečemo to senzoričnimi namigi, recimo damo lahko pač nogo pred nogami od pacienta, zato da se lahko shodi oziroma naredi pač še en korak naprej. Se pravi, ritmičnost je zelo pomembna pri tej igri oziroma pri igranju namiznega tenisa. V Sloveniji poteka študija, ki jo vodite, ne? Tako skupaj z dr. Vojkom Strojnikom, ki je profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani. Smo začeli izvajati eno študijo v bistvu pred parimi meseci. Prvo skupino pacientov smo pa pač zdaj se pravi rekrutirali in zdaj pa pač pridno v bistvu vadijo namizni tenis. Je pa za to študijo v bistvu skušamo odgovoriti na več vprašanj. Prvič, ali gre za učinek, ali je dejansko res kakšen učinek vadbe namiznega tenisa na motorične sposobnosti, še posebej na hojo in na posturalne motnje pri teh pacientih. Saj, kot sem rekel, hoja pa posturalne motnje so pa pač taki simptomi, ki marsikdaj težko odreagirajo na zdravljenje, se pa zaradi progresivne narave bolezni postopoma slabše in postajajo zmeraj bolj pomembni simptomi v pozni fazi Parkinsonove bolezni. Se pravi, smo se osredotočili na te simptome, vendar pač sprejmemo splošno motorično stanje klinično in z določenimi meritvami, se pravi, merimo ravnotežje, merimo hojo, merimo tudi reakcijske čase, pa tudi kognitivne sposobnosti teh pacientov. Se pravi, to je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, ali je kakšen specifičen učinek, ravno to, kar ste me vprašali pred tem, zakaj ravno namizni tenis v primerjavi z drugo fizično aktivnostjo, se pravi za navadno aerobno, se pravi telovadbo, se pravi, to je ta druga skupina pacientov, in pa jih seveda bomo primerjali za skupino pacientov, ki v istem času ne bojo pa pač delali nič posebnega, se pravi, ne bojo vključeni v enem takem organiziranem programu fizične aktivnosti, ne namiznega tenisa, ne pa pač v bistvu telovadbe. Tarčno število je tam nekje 90 pacientov, se pravi, bo približno 30 pacientov v vsako skupino. Meritve izvajamo v Ljubljani, vendar je to nekako organizirano za trpetliko, da lahko tudi pacienti iz drugih krajev Slovenije lahko pač pridejo na tiste meritve, pa se seveda lahko vključijo v tistih okoljih telovadbe, kot je recimo zaenkrat v Kranju na Primorskem, v Ljubljani itak na Kodeljevem, tam, ker je v bistvu tudi fakulteta za šport,
in upajmo, da bomo v naslednjo skupino, ki jo planiramo vključiti v septembru, da bomo pa pač v bistvu pridobili tudi pacienti iz štajerskega konca, se pravi, da bodo lahko telovadili na Štajerskem oziroma v Celju, tudi kot so, se pravi, v Mariboru, v Celju in v drugih krajih, Novo mesto v Sloveniji. Tako da jaz pač apeliram v bistvu, da se pacienti s Parkinsonovo boleznijo čim več vključi v to študijo, ker bo namreč, bi samo še to omenil, je zelo malo študij o učinku namiznega tenisa, nekaj študij pilotnih narejenih v Evropi. To bo pač po našem mnenju izvajalci iz našega oddelka, se pravi prva tovrstna taka randomizirana študija, v katerih bomo skušali res ugotoviti, ali je kakšen tak specifičen učinek vadbe namiznega tenisa na simptome pacientov s Parkinsonovo boleznijo. Zelo zanimivo. In upam, da bomo naslednje leto ob svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni lahko že imeli ugotovitve te študije. Jaz tudi, močno. Držimo pesti. Zdaj imam pa za vse vas še zaključno vprašanje, se pravi, kako bi odgovorili na to vprašanje, ki smo si ga zastavili. Ali se v Sloveniji zavedamo dejanskega vpliva Parkinsonove bolezni in predvsem, kaj moramo storiti, da bomo lahko odgovorili pritrdilno? Jaz mislim, da se ga zavedamo, samo mogoče ne na vseh področjih, ki jih Parkinsonova bolezen prizadene enako in dovolj. Mislim, da moramo narediti več in premakniti stvari z mrtve točke, pa ne samo v zakonih, ampak dejansko prevesti v realno življenje in dostopnost za bolnike, to celostno in neurorehabilitacijo, ki so jo lahko deležni vsi bolniki od postavitve diagnoze pa do poznih faz, kajti ne pomeni, da če ima človek blage težave, blage simptome, da je pa dovolj sta tisti 2 tabletki na dan. Ne, že takrat se mora začeti, ker pacient mora spremeniti način življenja, tako kot je gospa Pozar že prej povedala. In tisto, kar bi si jaz drugo še zelo želela, je skrajšanje seveda čakalnih dob, da bi bolnike lahko bolj pogosto, še posebej v zmerno napredovali ali pa napredovali v fazi bolezni bolj pogosto lahko srečevali. Nekaj je tudi bolnikov, ki že težko pridejo do nas in v našem timu se skušamo organizirati, da bi bolnike s težjimi oblikami Parkinsonove, pa tudi drugih parkinsonizmov, ki imajo težji potek, obiskovali timsko na domu, da bi šel do njih ne samo neurolog, ampak tudi specializirana sestra, po potrebi logoped, fizioterapeut in tako naprej. To smo že začeli, pa nas je potem epidemija malo zaustavila, ampak tudi na tem področju delamo, tako da izzivov nam ne zmanjka, čeprav mislim, da nam ne gre slabo. Odlično. Ja, jaz mislim, da pač bo mogoče samo dopolnil, poleg tega, da pač zmanjkajo predvsem tiste kontrolni pregledi, ker opažam v bistvu, da res včasih ne vsi pacienti, pa ne isti pacienti ves čas, določeni pacienti rabijo nekaj časa malo bolj pogosto spremljanje, pa ko se zadeva stabilizira, pa lahko grejo na tisti normalni režim enkrat ali pa 2krat na leto. Nekateri pacienti pa dejansko res ne potrebujejo več kot enkrat na leto, zaradi pa pač benigne narave bolezni in tako naprej. Problem je dostopnost tistih pacientov, ki v določenem času res potrebujejo več kontrolnih pregledov. Upam, da se bo pač uredila tudi rehabilitacija v čim krajšem času, je, tako kot smo rekli, taka pač pereča tema in problem, ki v resnici ni zadosti urejen. Nismo kaj veliko povedali, ampak mogoče bi samo omenil tudi vse skupaj, ko smo omenili, spravi tisto celostno obravnavo pa medikamentozno rehabilitacijo v terciarnih centrih, je pač tudi raziskovalna dejavnost, kjer gre v roko z vsemi ostalimi dejavnostmi. In zato vedno pa pač povem, da v bistvu je pač tisto sodelovanje strani pacientov absolutno nepogrešljivo in zelo pomembno sodelovati tudi v raziskovalnih študijah, zaradi tega, ker mi z vsemi temi študijami, ki jih delamo, skušamo pa pač pomagati pacientom. Se pravi, jih ne delamo, to ni samo umetnost zaradi umetnosti, ampak pa pač delamo za neko idejo. In se mi zdi, da smo pač, napredovali tudi na tem področju, ampak pač rabimo spet več časa za raziskovanje, več tudi denarja za raziskovanje, več osebja, več prostora. Se pravi, to so vse take stvari, ki jih moramo in se pač iz dneva v dan borimo, kakor se le da, ampak pač želimo si pa tudi mogoče malo podpore ene take
sistemske podpore strani države oziroma strani politike, da nismo samo pa pač, ne vem, posamezni jezdici, ki se borimo proti vsem težavam. Sistemska ureditev, ne? Gospa Posar? Ja, nekateri se zavedamo, nekateri se malo manj zavedamo, kaj narediti, več fizioterapevtov zaposliti in te izobraziti, da bi bili kot specialisti za delo s takimi bolniki, a ne, in lahko tudi preko kakšnega formalnega izobraževanja, da potem pa dostopnost izobraževanja nimajo vsi fizioterapevti možnosti, da se sploh izobražujejo, ne, sami si morajo plačevati izobraževanja, če govorim za celo Slovenijo. To pa v bistvu, to bi rekla, no, da je glavno, ne, izobraziti, potem dati veljavo tem, da ni to nek tečaj, ki ni veljaven nič, ne, ki si ga po možnosti sam plačaš, ampak da je to bolj formalno, cenjeno in potem bo več fizioterapevtov se za to odločili in bo tudi več bo vsega skupaj in bodo bolniki tudi deležni, ne, vsega tega. Boljše obravnave, ne? Tako, ja. Hvala. Gospod Cvetka? Ja, mi smo kar zadovoljni s tem, da imamo zdravila vsa, pa vse načine zdravljenja, res je, tako kot je profesor Troštova rekla, zamikom včasih. Res je, kontrolnih pregledov je premalo, mislim, da bi glede na deklaracijo svetovno o Parkinsonovi bolezni morali biti bolniki redno spremljani pa niso, zato ker čakajo tudi 2 leti na kontrolni pregled, da bi ta obnovitvena rehabilitacija stekla, da bi bilo vsaj bližen zadost denarja in mislim, da bi mogoče več parkinsonskih sester imeli, ker so tiste osebe, ki so povezava z nevrologi in mislim, da ker so kakšne kočljive težave, imam jaz občutek, da jih raži zaupajo modrih ali kabeli. Tak občutek imam, pa nisem prepričana. To bi rekla, seveda, da nas bi pa država tudi razumela. Društvo je morala ukiniti delovno mesto edino, ki smo ga imeli, zdaj delamo vse prostovoljno. Moram priznati, da so se izredno vklopili, da imamo ogromno strokovnjakov, ki nekaj vedo in vsi pomagajo. Je pa res, da mogoče z napredovanjem bolezni bo kakšna pomoč usahnila, ampak mislim, da pridobivajo tudi samozavest. Je pa res, da eno stalno financiranje društva potrebujemo, ker nas je tam 1300, zdaj, ker imamo še Huntingtonove in se mi zdi, da se javljamo na razpise, pa tako, ker na maturi nam točka manjka, to se meni nekako ne zdi, pa taki razlogi, naprimer, ja, vi ste šli samo 3 domove starejših občanov, v Sloveniji je pa 200, pa kako ne eno društvo en problem rešuje na 200, mi smo probali na 3, ne, v 3 domovih, ali pa niste dosti denarja predvideli, da ga boste zraven dali, ja se zato ga pa prosimo, ker ga nimamo, ne, da ga bomo kje, tudi to je problem, mi izvajamo vse naše programe, moramo vse financirati naprej. Poročilo smo zdajle oddali za prvo 4 mesece, to se pravi, ker še december pride zraven, dobili bomo čez 30 dni denar, ampak to smo mi vse založili in tako moramo delati razen pri FIHU, kjer dobimo tiste 12. Tudi to enostavno financiranje, ali ne rečejo, da smo uredni toliko, da nam nekaj dajo, naj nas kontrolirajo, naj nas pridajo pogledajo, naj pridajo na tabor, naj pridajo na mlade, naj pridajo na Trli bomo orehe, naj gledajo v Mariboru, kako igrajo v Ljubljani, v Kranju, pridajo naj, pa nas naj vidijo, pa bojo videli, pa vprašajo naj ljudi in taka konferenca, jaz mislim, da bo kar prispevala nekaj, da bodo bolezen razumeli. Seveda fizioterapevti, to more biti, ne, da tudi če ga nekdo napoti, čez pol leta dobi fizioterapijo. Jaz jih polhem poznam, ki si plačujejo sami. In seveda nekateri to zmorejo, velika večina pa to ne zmore. Ampak vseeno,
Mislim, da takili dogodki bodo premaknili in že premikajo počasi. Jaz mislim, da mehen smo pa le prepoznani. Saj za 11. april, kjer smo pa vsi vpeti, vse medije, vse televizije, kamorkoli bi radi oddajo. No, naj dodam, da prepoznavni boste tudi danes zvečer, ko se bo stemnilo, ker je mestna občina Ljubljana omogočila, da bo Trmostovje obarvano v rdečo. Mogoče vprašanje, zakaj ravno v rdečo? Rdeč tulipan je simbol Evropske parkinsonskega združenja, to se pravi te bolezni. Rdeč je pa Meta Stošic, ki mi predle povedala, ko je kupovala šopek rdečih tulipanov, pa je rekel ta cvetličar, ja, rdeči pa prej umrejo, ker mislim slabše obstanejo kot rumeni. Rdeči tulipani. Ja, rdeči. Jaz mislim, da ni zaradi tega zbran, ampak zato, ker je James Parkinson, kakor jaz vem, gojil tulipane. Ampak možna je pa tudi ta razlaga. Možna je kakšna povezava, ja. Damo za zaključek besedo še gospodu Stošickemu. Hvala lepa, ker sem zadnji, moram dati piko na i. In predvsem bi rekel, v tem izhodiščih programa smo opredelili 12 področji, ki so se jih moji sogovorniki že dotaknili. Jaz bi postavil sam še telemedicino. To je še ena nova veja, ki jo bomo morali v bodoče raziskati. Drugo, o rehabilitaciji. Rehabilitacija je sestavni del tega programa. Predvsem bi poudaril, dal dodatno številko, da je načrtovano, da bi približno med 1800 do 2000 pacientov letno šlo skozi program rehabilitacije, rotacija bi bila na 4 leta in mislim, da bi to bilo zelo zadovoljivo rešeno rehabilitacijsko področje. Glede na sodelovanje z ZZZS, ZOPS in pa ministrstvom bi pa dejal takole. Z ZZZS-jem v bistvu ne moremo veliko sodelovati, ker on dela po zakonskih predpisih, tako da nimamo odprtih vrat. Ta vrata so zaprta. Odprta so vrata na ministrstvu, kjer sem optimist, ravno tako na ZOPS-u, kjer načrtujemo skupaj, da bi do junija prihodnjega leta zadevo tudi uzakonili. Hvala. Torej se strinjamo, da se kar veliko ljudi v Sloveniji zaveda dejanskega vpliva Parkinsonove bolezni, premika se tudi na tistih področjih, ki bodo uredile sistemsko obravnavo bolnikov. Jaz bi vseeno spomnila še na lanskoletno izjavo profesorja dr. Zvezdana Pertuška, ki ste ga že omenili. Profesor je bil pobudnik in dolgoletni vodja Centra za ekstrapiramidne bolezni. On je že lani poudaril, pa to najbrž poudarja in poudarjate že več let, da bo treba nekaj spremeniti v sistemski zdravstveni politiki, da bodo bolniki s to kronično nevrodegenerativno boleznijo lažje in hitreje prišli tako do subspecialista za to bolezen, kot tudi še do ostalih oblik obravnave. Rada bi pa še to pojasnila, ker smo večkrat omenili zakon. Gre namreč za zakon za zdravstveno varstvo, ki sicer je že uvrstil osebe s Parkinsonovo boleznijo med upravičence do sistemske ureditve obnovitvene rehabilitacije, vendar naj bi se ta zakon začel izvajati 1. januarja letos, so pa potem premaknili začetek izvajanja tega zakona na 1. januar 2024. Jaz mislim, da lahko mi vsi skupaj samo iskreno upamo, da bo naši državi z Ministrstvom za zdravje na čelu v teh slabih 9 mesecih uspelo urediti vse, kar je potrebno, da bo ta rehabilitacija dejansko se začela izvajati. In naj za zaključek dodam, da pa bolnikom in njihovim bližnjim sigurno niso v uteho zagotovila pristojnih. Vsi se zavedamo, da potrebujemo zakone, pravilnike, razpise, programe, resolucije, vendar teh več kot 10 000 ljudi, ki so v Sloveniji zdravi zaradi Parkinsonove bolezni, pa potrebujejo neke konkretne, širše možnosti. Zato bi se rada zahvalila vsem medijem, ki boste mogoče malo povprašali pristojne, kako je z pripravami na začetek izvajanja tega dela zakona, pa ne samo ob današnjem svetovnem dnevu Parkinsonove bolezni, ampak vse do takrat, ko bo rehabilitacija zagotovljena. V ozadju že slišimo himno Ljubim ping-pong, ki
Ne smem pa se pozabiti zahvaliti tudi podjetjem Ebbi, Carso Farm, Orion Farma in Stada, ki so omogočila pripravo današnjega dogodka. Prisluhnemo še malo besedilu pesmi, bom kar utihnila. Nasledanje. Če živel bi drugače, pobegnil bi drugam. Drugam, daleč stran, pravim vam. Če živel bi drugače, šel bi sem mirovnika, vseh ljudi predsednika. Bi glasba govorila jezik vesti srca, denar postal bi ničen, življenje brez meja.